Zdravo, dobrodošli nazaj. Moje ime je Nejc in če se gledal kakšen moj prejšnji video, veš, da sem omenil, da nisem ne mehanik, da kolo vozim cirka dobro leto in če pa kaj, pa sem zadnjih 10 let posvečal temu. Se pravi, sem lastnik in trener Level Up Trening Centra in mislim, da vsi, ki gledate ta YouTube kanal, boste lahko iz tega kontenta, ki bo danes in vse naslednje, odnesli veliko. Predvsem vam bo pomagalo to, da se boste boljše počutili, ker bomo šli skozi vaje in tako korekcije in krepilne. Po drugi strani pa boste pač delali dosti boljše to, kaj radi delate. Se pravi, v večini primerov je to bajkanje, furanje bajka. In recimo danes bomo šli za moje pojme ene izmed najpomembnejših vaj oziroma gibalnih vzorcev, ki se jih moramo itak vsi naučiti, in to je hip hinge oziroma predklon. Zakaj predklon? Zato, ker pač moramo enostavno vedeti, katere mišice vključimo in meni se zdi, da je gluteus oziroma rit ena izmed najpomembnejših mišic za športnike, ker pač od tu izvira marsikaj, se pravi iz medenice izvira marsikaj in gluteus je ena izmed večjih mišic, ki to medenico stabilizira, podpira in pač nam omogoča premikanje. In definitivno druga stvar je pač povezana s tem, da boste life lahko živeli dosti boljše, bolj kvalitetno in pač brez bolečin, zato ker ne vem, koliko tisočkrat se v dnevu predklonimo. Se pravi, prva stvar, ki bomo potrebovali, je ena plastična palica, metla, štil od metle, karkoli pač je, da nam bo pomagalo, da se lažje osredotočimo ali naredimo predklon z ravnim hrbtom. Po drugi strani, pa če imate kakšno gumico ali pa pač enostavno neko elastiko, ki si jih lahko date okoli kolen, bo tu zelo pomagalo dejansko, da začutite vaš gluteus, kako mora delati pri samem predklonu. Se pravi, če najprej pokažem samo s plastično palico. Vzamemo to, si jo damo za hrbet. Se pravi, plastična palica se nas mora dotikati na 3 točkah in to je tukaj pri glavi, med loparicami in med ritnicami. Okay? In od tukaj smo poravnani. Se pravi, malo krivine je v ledvenem delu in ta mora skozi ostati enaka. Se pravi, nismo tako, okay? Ampak enostavno lepo poravnani. Od tukaj vse, kar razmišljamo, je to, da boke potiskamo rahlo nazaj oziroma proti steni za sabo. Kolena so čisto rahlo pokrčena in boke potiskamo nazaj proti steni. Se pravi, od tukaj boste začutili napetost v vaših hamstringih, odvisno kako ste gibljivi, tako nizko boste lahko šli, brez da se vaša tehnika poruši. Okay? Se pravi, to je predklon in ko se boste vstajali, boste aktivirali gluteuse, da se gor poberete. Se pravi, predklon, 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 boki grejo nazaj, začutimo napetost, okay? Ko gremo gor, stiskamo gluteuse, bum, in se zravnamo. Kaj nam elastika pomaga je to, da začutimo, ker ko potiskamo boke naprej, želimo narahlo rotirati stopala ven oziroma narediti zunanjo rotacijo, s tem bomo tudi lažje aktivirali same gluteuse. In če imamo gumico nekje v višini kolen, je to pač lažje aktivirati, zato ker ko stopimo v širino bokov, nam hoče gumica potegniti kolena skupaj. In naša naloga oziroma naloga gluteusa je, da to kontrolirajo. Okay? In še enkrat, če se obrnem strani, gumica pod koleni, kolena potiskamo ven, palica za glavo, spet 3 točke, med loparicami, tu zadaj in na glavi, boke potiskamo nazaj, kolena so rahlo pokrčena, ne fejst, se pravi skoraj stegnjena, oziroma rahlo pokrčena in gor. Tako boste dosti bolj začutili gluteuse in vse. Se pravi, boki nazaj, boki nazaj, boki nazaj. Odvisno od vaše gibljivosti, kako daleč lahko greste, ko vam zmanjka gibljivosti, se boste začeli zvijati in se bo palica odlepila od teh 3 točk. Okay? In to je to. To je pač vzorec, ki se ga moramo naučiti. In to lahko prenesemo v vajo, ki se reče deadlift ali pa romunski deadlift, se pravi predklon in najbolj znana za vse tiste, ko so že kadarkoli kaj pomigali v fitnessu, je pač deadlift. Se pravi, probajte začeti z malo težo,
po možnosti probajte imeti zunanjo rotacijo. Se pravi, da primete s podpremom, s tem boste naredili še ekstenzijo prsnega dela hrbtenice in boste lepo poravnani. Od tukaj bomo boke davali nazaj. Se pravi, še ena pomembna stvar, ko ste tu, ne se prelomiti v ledvenem delu. Se pravi, to ostane tako kot je. Okay, trebušne stisnjene, boke potiskamo nazaj. Se pravi, primemo, se zravnamo. Pa če začnemo od zgore, se pravi, prsni koš, vse smo poravnani, če bi imel zdaj še možnost plastično palico držati, bi bilo vse posod poravnano. Se pravi, točka pri glavi, med lopaticami in med ritnicami. Se pravi, od tukaj boke potiskamo nazaj, boke potiskamo nazaj, boke potiskamo nazaj, vse ostane v liniji in odvisno od naše gibljivosti, pač, če gre še niže, gre, če ne, ne, in se vrnemo, stisnemo gluteuse in to. Okay. Ali če nadaljujem gib, se pravi, odložim palico, sem tu. In temu se pač reče deadlift. To je pač z malo težo, z zunanjo rotacijo, je pač to ena korektivna vaja, ki nam omogoča boljše zavedanje mišic, ki morajo delovati pri samem gibu. Seveda, pač s takšno težo ne bomo ravno na moči delali, ampak če znamo aktivirati mišice, ki morajo pri vaji delati, se pravi, to je odlična vaja za ogrevanje pred, recimo, nekimi težkimi deadlifti, bojo tudi deadlifti bolj varni, hitreje boste postali močnejši in to pomenilo, da boste boljši športniki oziroma boljši ljudje. Če so se ti informacije v tem videu zdele uporabne in želiš tega še več, daj, prosim, lajkaj in subscribe se na moj YouTube kanal. Še najpomembneje pa je to, da v komentar napišeš, katere vaje bi tebi prišle v poštev, se pravi, kaj se želiš naučiti. Oziroma, ali mogoče želiš celo videti, kakšen trening je primeren za mountain bikera, ali imaš kakšno poškodbo, ki bi jo želel sanirati in temu primerne vaje delati, ali pa je to enostavno zgolj, kako pridobiti na moči, kondiciji, čemorkoli. Se pravi, gym-related vprašanja, napiši v komentar. Če bo le možno, posnamem v najkrajšem možnem času, do takrat pa fajn fure. Se vidimo.